Danes se bomo naučili novo pesmico, in sicer Rdečo mašno čuko. Najprej bom zaigral in potem si bomo pogledali še par detajlov. Rdečo mašno imaš v laseh in na ustih zasmeh. Saj ne misliš prej, če te tiskali oči. Če pa prideš bližje k meni, enostavno strašno te rečem, kaj bo jutri svet. Sonce kako nareče, kot zastan do sobe. Se želi, da te zdi, še ni takšen kot sem. Strašno te rečem, kaj bo jutri svet. Sonce kako nareče, kot zastan do sobe. No, tako nekako bi to zaigrali, sedaj pa gremo od najlažjih do najtežjih stvari. No, pa si poglejmo, kako gre ritem pri tej skladbi. Pri tej skladbi porabljamo navaden 4/4 ritem, se pravi dvakrat gor, dvakrat dol, gor, dol, vendar malo spremenjen. In sicer, da pri prvem delu vzorca, se pravi, zaigramo samo bas akorda, ki ga igramo. Se pravi, pri G-duru je bas na 6. struni, se pravi, je to ton G, in nadaljujemo s spodnjimi 3 strunami. Na takšen način. Pri D-duru igramo bas na 4. struni, se pravi tukaj, in ostali del vzorca na spodnjih 3. Pri vseh ostalih akordih, ki nastopajo v pesmici, pa je bas na struni 5, se pravi C-dur je tako, A-mol je tako in A-dur je tudi tako. To je to glede ritma. Tako, zdaj naslednjo stvar, ki jo bom pokazal, je pa ta prehod iz C-dura na A-mol. Da bo skladba malo bolj lepo zvenela, in ker smo že pri višji stopnji naše glasbene šole, se pravi, bomo tudi kakšen prehod se navadili. Se pravi, ko igramo C-dur in gremo na A-mol, to je zmeraj pri kiticah pesmi, lahko skladbo polepšamo na ta način, ne. Zdaj bom pokazal, potem bom pa povedal bolj točno. To je to, ne. Pri prehodu iz C-dura, se pravi iz C-dura na A-mol, zaigramo še ton H, ne, ki je tukaj, ne. In naredimo tako, ne, praktično. In potem nadaljujemo z A-molom. Na tak način bo skladba postala malo bolj zanimiva. No, ostane nam še uvod, se pravi, ki bo tudi najtežja stvar, ki se bomo učili pri tej skladbi pri nas. Se pravi, primemo G-dur v barej načinu in izmenično zaigramo struno 3 in 4, se pravi na takšen način.
Nato sledi del, ki se ga igra s prvo in drugo struno, se pravi, s prstancem primemo prvo in drugo struno v petem polju in zdrsimo na šesto in peto, se pravi, tu bo tako slišati. Nato s kazalcem primemo prvo in drugo struno v tretjem polju in prvo in drugo struno bomo prijeli s prstancem v petem polju, se pravi na takšen način naprej. Nato se postavimo nazaj v G-dur v bere načinu in zaigramo tretjo in četrto, se pravi na takšen način in na koncu še cel akord. Se pravi, če gremo še enkrat skozi, to zveni nekako tako. To je to. Dajte kaj vaditi, pa upam, da se čim prej vidimo nazaj v živo.